Stojan, izvoli, beseda je tvoja. Ok, hvala. Zdaj jaz bi se najprej navezal na to, kar si ti govoril. In sicer vemo, da je Slovenija, Republika Slovenija, da je podjetje, ki ima sedež na otoku Sao Tome in kjer naj bi bilo na računih nekih 200 milijard, ker vemo, da so te naši tovariši na oblasti razprodali vse, kar se je razprodati dalo. Zdaj in seveda vemo tudi za to medameriško korporacijo, katere je podjetje oziroma korporacija Slovenija podrejeno. Vemo tudi to, da so tisti člani te medameriške korporacije, da imajo imuniteto, kar pomeni, da ne odgovarjajo pred zakonom tudi za najhujše zločine in pa med drugim tudi ne plačujejo nobenih davkov. Zdaj, ena informacija v zvezi s tem, kar si ti govoril, je tudi ta, da zdaj večina vas tega še verjetno ne ve, da je Lek podpisal pogodbo z Pfizerjem in bo Lek proizvajal ali pa že proizvaja ta cepiva Pfizer ne samo za Slovenijo, za Evropo ali pa mogoče za cel svet. Toliko mi se pravi, kar se tiče tega, da sem se navezal na to, kar si ti pač govoril in kar je marsikomu nedoumljivo. Meni je to povsem doumljivo, zaradi tega, ker živimo v različnih svetovih. Oni živijo v svetu teme, oni živijo v svetu zla in se ne zavedajo tega, da kot velikokrat povem, da je ta duša oziroma ta energija, ki nas živi, je neumrljiva, neuničljiva, ne da se uničiti, da pa vsi odgovarjamo za posledice svojih lastnih dejanj. Tako da ja, mislim, zdaj seveda obstajajo, smo že bili na tem svetu, preden smo prišli v to življenje in bomo, ko bomo šli iz tega sveta, bomo pa deležni tega, kar seješ, to žanješ, oziroma vse se vrača, vse se plača. Dobro, grem, s tem bi se končal tole, kar se navezuje na to tvoje izvajanje in grem zdaj na te volilne prevare. In sicer, jaz sem bil že večkrat, mislim, dvakrat sem bil pač v volilni komisiji, ko sem še živel v Ljubljani, pa na Gotski ulici, krajevna skupnost komandanta Staneta. In tako da imam pač nekaj izkušnje in bom tudi o tem nekaj povedal. Zdaj bi pa vprašal vse vas, pa mislim, mogoče lahko pokažete, naj dvigne roko tisti, ki verjame, da imamo pri nas poštene parlamentarne in predsedniške volitve. Zdaj, jaz ne moram videti vas, a je kdo dvignil roko, lahko pa mogoče kdo se javi, tisti, ki je dvignil roko, naj se javi. Verjetno ni nikogar, kar pomeni, da dejansko vsi se zavedate tega, da so vse volitve pri nas niso poštene, da so zgoljufane. In se pravi, o goljufanju na volitvah je govora že veliko let, od mnogih ozaveščenih ljudi, ki so spremljali parlamentarne in predsedniške volitve tekom let. Posebej aktivna glede tega je bila pred leti pri nas odvetnica Lucija Šikovec-Ušaj, ki je med drugim navedla, da so iz južnih republik na dan volitev vozili avtobusi novih volivcev. Tudi sam sem, kot sem že omenil, dvakrat bil član volilne komisije v krajevni skupnosti komandanta Staneta v Šiški v Ljubljani.
Na naslovu ene garsonjere v bloku je bilo prijavljenih 19 ljudi. Vseh 19 je prišlo na volitve. Nihče iz bloka teh ljudi prej še nikoli ni videl. Nihče od teh 19 volivcev ni znal slovensko, vsi pa so imeli slovenske osebne izkaznice in so bili vpisani v volilni imenik, imeli so tudi vabilo za volitve. Vsi so glasovali za isto stranko, ki je bila takrat na oblasti. Človek se sprašuje, kako je možno, da tujci dobijo državljanstvo, ne da bi znali eno samo besedo slovensko. V zadnjih par letih se je v Slovenijo priselilo skoraj 100.000 Albancev s Kosova. To vsi poročajo iz večjih in manjših krajev. Tudi mnogi od njih so dobili državljanstvo, ne da bi znali slovenski jezik. Ali je bilo tudi njim naročeno, za katerega predsedniškega kandidata naj glasujejo, pa naj vsak ugiba kar sam. Vsak lahko tudi ugiba, ali gre pri izdajanju osebnih dokumentov na upravnih enotah za korupcijo ali ne. V volilnih imenikih smo takrat opazili priimke in imena ljudi, ki so umrli že pred več leti. Ali so na volitvah glasovali tudi mrtvi, pa vedo le ljudje, ki so bili in so člani volilnih komisij. Naša krajevna volilna komisija je takrat ugotovila, da je ena gospa, sicer članica ene od političnih strank na oblasti, je glasovala kar dvakrat. Enkrat v naši krajevni skupnosti in drugič v sosednji krajevni skupnosti. Torej je bila vpisana v dve volilna imenika in je imela verjetno tudi dve osebni izkaznici. Vse zgoraj navedene nepravilnosti smo zapisali v končni zapisnik in z glasovnicami volilnimi imeniki poslali naprej na mestno volilno komisijo. Tudi njim smo pojasnili vse nepravilnosti in kaj se je zgodilo. Zgodilo se ni nič. Nihče ni ničesar preverjal ali nas klical za kakršnakoli pojasnila. Spraševali smo se, kako je možno, da se na upravnih enotah dogajajo tako velike nepravilnosti, da imajo določeni ljudje kar več osebnih izkaznic in različnih naslovov, na katerih stanujejo, in da imajo državljanstvo ljudje, ki ne stanujejo na naslovih in ne znajo niti besede slovensko. Rak rana vsakih volitev je Državna volilna komisija. Mnogi ugotavljajo, da v njej taborijo že več 10 let eni in isti ljudje. Glavni problem Državne volilne komisije je, da nad njo ni nobenega nadzornega organa in jih nihče ne kontrolira in preverja poštenost volilnih izidov. Lado Troha in OPS so na sedežu Državne volilne komisije pred leti zahtevali vpogled v volilne imenike, a jim takrat to ni bilo dovoljeno. Eklatantni primer možne zlorabe volilnih rezultatov se je pokazala ob volilni zmagi stranke Pozitivna Slovenija, če se še spomnite.
Torej, stranka Pozitivna Slovenija, stranka Zorana Jankovića, ko je ob razglasitvi rezultatov v Cankarjevem domu za 1 uro zmanjkalo elektrike. Kljub temu, da je zmagal na volitvah, pa mu ni uspelo takrat sestaviti koalicije. Ne vem, kako je v drugih državah, ampak kar se mene tiče, bi bilo potrebno ukiniti Državno volilno komisijo. Tudi brez nje se lahko izpeljejo volitve in se lahko pride do pravih rezultatov. Torej, kakšen je recept za zmago na predsedniških volitvah? Obstaja kar nekaj podjetij, ki za plačilo naročnika delajo ankete med ljudmi in jih sprašujejo, koga bodo volili. Ni čudno, da so vedno na prvih mestih anket ljudje iz oblastnih strank, saj so prav oni tisti, ki naročajo in plačujejo te ankete. Z objavo takšnih anket v medijih vplivajo na mnenje volivcev, ki običajno raje glasujejo za morebitne zmagovalce kot za morebitne poražence, a glede na to, da se zavest ljudi dviga, tudi rezultati takih anket v prihodnosti ne bodo imele več nobenega vpliva. Še nekaj o volilnem molku. Kaj je volilni molk? Volilni molk prepoveduje pozivati volivce, da naj volijo za določeno stranko oziroma izvajati volilno kampanjo. Slovenija je med letoma 1988 in 2016 poznala eno najstrožjih ureditev volilnega molka, kjer je bilo na dan pred glasovanjem in na dan glasovanja prepovedano vsako omenjanje kandidata, pri katerem bi o kandidatu govorili z naklonjenostjo ali kritično. Od leta 2016 je veljala prepoved propagande le še za stranke, kandidate in s kampanjami povezane osebe. Medtem ko za ostale prepoved s tem molk ni več veljala. Ampak pazite zdaj, maja 2022 pa je Ustavno sodišče odločilo, da Slovenija ima volilni molk in sicer za propagando, molk pa velja za vse, tudi za fizične in pravne osebe ter medije. Mnogi v Društvu za srečno življenje Belis smatramo, da je volilni molk protiustaven in spoštujemo pa to odločitev Ustavnega sodišča. Sprašujemo se, zakaj mora volilni molk od vseh evropskih držav biti samo in izključno v Sloveniji? Zakaj? Kakšna je, se pravi, v drugih zahodnih evropskih državah volilnega molka ni? Samo pri nas je. Kaj smo mi tako posebni, drugačni ali bolj agresivni ali kaj, da ne moremo imeti usklajene zakonodaje glede volilnega molka, tako kot je v drugih državah. Poglejmo temeljitev volilnega molka Ustavnega sodišča. Volilni molk pomeni poseg v pravico do svobode izražanja iz prvega odstavka 39. člena Ustave.
Torej, pomeni poseg v pravico do svobode izražanja. Mislim, meni je to malo ven, ne? Ker je, no, gremo naprej, bom pa še malo pokomentiral. V primeru volilnega molka pravici do svobode izražanja stoji nasproti pravica do svobodnega izvrševanja volilne pravice. Pravijo naprej, slednja se lahko učinkovito izvršuje le, če so volivcem zagotovljeni pogoji, v katerih bodo lahko na volitvah svobodno in nemoteno oblikovali in izrazili svojo resnično voljo. To pomeni, da volilni molk varuje svobodo izvrševanje volilne pravice volivcev, kar po presoji Ustavnega sodišča pomeni ustavno dopusten cilj varovanja pravic drugih. Mislim, meni je to čisto bolano, iskreno rečeno. Se pravi, moje mnenje je, izvrševanje volilne pravice nikoli ne bi smelo biti nad pravico do svobodnega izražanja. In to dejansko tudi upoštevajo v drugih državah, ampak glede na to, da smo mi neka, se pravi, ekspozitura neke korporacije Republika Slovenija, kjer se pač nekdo lahko nekaj izmisli, pa potem Ustavno sodišče to potrdi oziroma to zapiše v zakon. Torej, ne vem, ne bi rad kritiziral Ustavnega sodišča, ampak meni to glede na pretekla dejanja, glede podzakonskih aktov in tako naprej, ki jih je uveljavljala vlada Ivana Janeza Janše, in glede na to, da to Ustavno sodišče ni dopuščalo to, ni dejansko storilo nič, da bi zaustavilo te podzakonske akte in te uredbe, je za mene to žal rečeno protiustavno sodišče. In kot tako protiustavno sodišče, takega protiustavnega sodišča mi ne potrebujemo. Mi potrebujemo Ustavno sodišče, ki bo varovalo predvsem človekove pravice, ki bo varovalo Ustavo, ki bo varovalo zakone. Torej, to je to, brez poštenosti, še posebej v politiki, ni prava. Brez poštenega prava država postane korupcijska ali mafijska korporacija, v kateri ni srečnih ljudi. Danes taka mafijska korporacija ni samo Slovenija, ampak tudi žal tudi vse ostale evropske države. Zato je zelo pomembno, da si vsi narodi Evrope spet priborimo suverenost in svobodo nazaj. Zavod za narodno suverenost, katerega član sem se včlanil pred kratkim, naproša vse, ki se boste udeležili volitev, pa ki ste kje blizu teh volilnih, se pravi, teh volilnih mest, da fotografirate rezultate volitev, ki bodo izobešeni na volilnih mestih 1 uro po koncu volitev. To je, za njih je to izgleda zelo pomembno, ker bodo oni sami delali verjetno primerjave z rezultati, ki jih bo dala ven Državna volilna komisija. To se mi zdi pozitivno od njih, a ne? Tako da fotke lahko pošljete meni na Facebook, na zasebna sporočila, Messenger, ali na mail stojan.svet@gmail.com, s tem, da namesto J je Y.